Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Sodobna umetnost v svojih različnih oblikah se ne nanaša toliko na modernizem, kot na umetnost zgodovinskih avantgard z njihovim mešanjem žanrov, tehnik, postopkov in različnih sfer življenja, ki segajo od znanosti do politike. Je leta 2009 v knjigi Estetika in politika modernizma zapisal nedavno preminuli profesor dr. Aleš Erjavec. Erjavec je pustil močan pečat znotraj polja estetike in filozofije umetnosti, tako pri nas kot v mednarodnem prostoru. Med drugim se je ukvarjal z avantgardami, sodobno umetnostjo, modernizmom in postmodernizmom. V svojih razmišljanjih je izhajal predvsem iz kritične teorije, hkrati pa se je naslanjal tudi na sodobno filozofsko misel. Poleg teoretskih raziskav pa je bil Erjavec zavezan tudi pedagoškemu delu. Od leta 2000 je bil redni profesor za estetiko na ljubljanski filozofski fakulteti in pobudnik ustanovitve Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je med letoma 2002 in 2012 vodil oddelek za kulturne študije. V spomin na njegovo delo v tokratni oddaji Ars humana ponavljamo pogovor z enim najvidnejših raziskovalcev in avtorjev na področju estetike ter teorije umetnosti, ki ga je leta 2009 ob izidu njegovega omenjenega dela pripravil Aljaž Kovač. Doktor Erjavec, veseli me, da ste si vzeli čas za obisk. Če pogledava vašo knjigo, gre za zelo eklektičen zbor razprav, ki so nastajale v širokem razponu let. Nekatere razprave tle so starejšega datuma, ampak predelane za to knjigo, tako da še vedno zanimive in aktualne. Če preletiva recimo poglavja, ukvarjate se vse od estetike in estetskega danes po Adornu, potem preidete na politično gledališče, futurizem in fašizem, ukvarjate se tudi s Kafko in ideološko hermeneutiko, pa z razpravo med Ziherlom in Vidmarjem, planinska fotografija in nacionalna identiteta, pa resnica v fotografiji in zaključite z poglavjem umetnost, vizualna kultura in vizualni študij. Zakaj se zdaj vračate k enim vprašanjem iz ideologije in umetnosti modernizma? Ja, na nek način se vračam k nekim temam, s katerimi sem se ukvarjal v koncu 80-ih let, ko je tudi šla knjiga za nekim podobnim naslovom, sicer Ideologija in umetnost modernizma, in kjer sem prvič objavil tudi poglavja, ki ste jih med drugim omenili, se pravi poglavja o fašizmu, o futurizmu, o Kafki in o Ziherlu in Vidmarju. Takrat se mi je zdelo, da je pravzaprav to neka tematika, ki je vezana na neko zgodovinsko preteklost, tudi tedanjega časa, se pravi v 80-ih let, in da gre pravzaprav bolj za neke zgodovinske študije, vsaj tako sem jaz sam percipiral ta besedila. No, ampak potem je prišlo neko drugo obdobje, ki je zelo hitro spremenilo, bom rekel, celotno področje tematike, problematike in vsezadnje načina, kako smo to tematiko obravnavali, in to je bilo obdobje postmodernizma. Tam nekje v drugi polovici 80-ih let je to postala neka ključna tema, zaradi vrste razlogov, o katerih bomo morda še kaj rekla. In vsa ta vprašanja, ki so sodila nekako v krog in delokrog modernizma, so se zdela obsoletna, zastarela, preživela in se z njimi prav posebej nismo ukvarjali. Razlog, zakaj sem se jaz še vedno do neke mere z njimi ukvarjal, je bil tem, da so me pravzaprav nenehno zanimale avantgarde in da se mi je zdelo, da tudi v postmodernizmu, navkljub mnenju številnih avtorjev, lahko še vedno govorimo o nekih specifičnih avantgardnih gibanjih. No, ampak v zadnjih nekaj letih pa se je izkazalo, da je pravzaprav ta tematika postmodernizma, ne bom rekel, da je že preživela, ampak da je pravzaprav, najbrž gledamo na stvari z neke zgodovinske distance vedno, ne, drugače, da je pravzaprav, če jo pogledamo danes v luči modernizma, da je med njima, se pravi med modernizmom in postmodernizmom, neko stično polje, neko stično področje, ki onemogoča tako ostre reze, kot smo si jih predstavljali morda pred kakšnim desetletjem ali kaj podobnega.
In zato sem bil pravzaprav sam presenečen, ko se mi je izkazalo, da je to vprašanje modernizma še vedno aktualno vprašanje. In da se nikakor ne javlja kot nekaj preživelega, ampak pravzaprav kot nekaj, kar moramo na novo ovrednotiti. No, vsezadnje morda tudi bi se verjetno upal reči, zaradi širših družbenih dogajanj. Ni naključje, da se pravzaprav na področju politične teorije avtorji in komentatorji vračajo k tematiki iz 19. stoletja, k tematiki Marksa, k tematiki kapitalizma in podobno. In najbrž najdemo neko paralelno, neko sporedno dogajanje tudi na področju obravnave umetnosti, filozofije, kulture in podobno. Aktualno je še vedno tudi Adornov pogled oziroma Adornova teorija modernistične umetnosti, ki je tako poenostavljeno rečeno pravi, da umetnost ne sme biti politično angažirana, pač pa disonantna. In to je še danes v bistvu temeljno izhodišče filozofije umetnosti. Točno tako, to ste dobro povedali, ne? Tudi Adorno je dolgo časa veljal pravzaprav kot nek avtor modernistične umetnosti, kot nek teoretik in filozof modernizma in ponovno omenim postmodernizem, da z nastopom postmodernizma je ravno Adorno nekako izgubil tisto osrednjo filozofsko mesto, ki ga je dolgo časa ali pa ki ga je do takrat nekako imel v filozofiji umetnosti oziroma v estetiki. Zanimivo je, ne, tukaj lahko dovolj natančno detektiramo, kdaj so se ta dogajanja dogajala, kdaj so se ti dogodki zgodili. Zanimivo je, da je v istem času, ko je, da tako rečem, upadal interes, upadlo zanimanje za Adorna, da je nastopilo zanimanje za Walterja Benjamina, se pravi za njegovega nekoliko starejšega kolega pri frankfurtski šoli oziroma v frankfurtski šoli in da je Benjamin, ki je bil predtem pravzaprav nek zelo zanemarjen avtor, tako rekoč nepoznan avtor, recimo prva njegova knjiga v angleščini izide leta 1968, v Franciji leta 1973, zanimivo pa, ne, da v Beogradu že leta 1960. Kar so neke zgodovinske okoliščine, ki naj tukaj verjetno posebej ne zanimajo, ampak hočem reči, da z nastopom Benjamina ali pa z uveljavitvijo Benjaminove teorije je nastopila tudi neka nova problematika. In lahko bi ponovno rekli nekako v okviru nekega simptomalnega branja, da morda to vračanje k Adornu kaže, da so pravzaprav neki problemi modernizma, ki jih je Adorno zastavil, ne samo aktualni, ampak da je z njimi aktualni tudi Adorno in odgovori, ki jih sam ponuja. Radikalne, politizirane avantgarde se delno prekrivajo z Adornovim pojmom modernistične umetnosti, ampak predstavljajo povsem drugačno obliko umetniške disonance. Ja, Adorno kot vsak velik avtor, vsak velik filozof ima pač neko teoretsko polje hegemonije in tega je uveljavil tudi, ko je šlo za obravnavo avantgard. Je pa mogoče koristno pojasniti, da pri obravnavi avantgard prihaja pravzaprav do neke terminološke zmede, ne? Da mi sicer govorimo o avantgardah, ampak potem zelo pogosto razumemo preprosto modernizem ali to, kar bi jaz interpretiral kot modernizem. Ne? Se pravi, mi lahko govorimo o kubizmu kot avantgardnem umetniškem gibanju, kar je nedvomno bil, ne? Vendar v tem pomenu avantgardnega gibanja, o katerem jaz govorim, gre za avantgardo kot za neko gibanje, ki posega na področja izven avtonomije umetnosti. In to so seveda gibanja, kot so recimo futurizem, kot je bil ruski konstruktivizem, produktivizem, kot je bil na vsezadnje do neke mere nadrealizem in našli bi še cela vrsta recimo situacionizem in podobno. Kako pa je z resnico pri Adornovem pojmovanju umetnosti? Tle imate njegov citat: samo oni razume umetniško delo, ki ga zapopade kot kompleksno verigo resnice. Ja, jaz sem se pred leti predvsej ukvarjal z odnosom Adorna in Heideggera in kot vemo sta to avtorja, ki sta politično na povsem različnih bregovih stala v politiki 20. stoletja in pogledih na njo. Je pa zanimivo, ne, da pravzaprav oba vztrajata in oba poudarjata povezavo med umetnostjo in resnico. Adorno govori o tako imenovanem instrumentalnem umu, katerega nasprotje je pravzaprav umetnost in njen pristop do sveta. Heidegger govori o razkritju biti, neskritosti in tako naprej. In v obeh primerih je pravzaprav zato, da trdita ta dva avtorja, kako umetnost omogoča nek pristop, nek dostop do resnice. In to je dejansko neka tema, ki potem za postmodernizmom izgine, ker enostavno velja, da je pač resnic veliko, da obstaja pluralizem. In ameriški filozof Arthur Denton ima neko lepo izjavo iz, mislim, da leta 1984, kjer pravi, ne, da včasih je umetnost šla v eno smer,
Danes pa imamo pluralizem in pravi, kaj pomeni pluralizem? Pluralizem pomeni, da greš lahko v katerokoli smer, se pravi, katerokoli umetnostna smer je enakovredna, vse smeri so enakovredne, lahko greš v katerokoli smer, to seveda pomeni tudi, da ni več prave smeri. Če so vse smeri, če so vse poti enakovredne, če so vse poti enako legitimne, potem prave poti več ni. In lahko bi rekli, da je to neke vrste metafora za odnos do resnice, ki nastopi v postmodernizmu in ki danes pravzaprav izginja. Ne? Danes se navsezadnje vračajo teme, kot so univerzalnost resnice in podobno, navezava na etiko, če omenimo samo Alana Badiouja, Jacquesa Rancièra in podobno. Adorno je verjetno prvi zarezal to schizmo med visoko in trivialno umetnostjo, ki pa ima svoje začetke že v romantiki s Schillerjem. Frederick Jameson, ameriški filozof, nekje lepo zapiše, in to mislim, da citiram tudi v tej knjigi, ko pravi, da je bil pravzaprav Balzac zadnji avtor, ki je lahko bil hkrati komercialni avtor in elitni umetniški avtor. In resnično je od takrat naprej nastopila nekako ta delitev, ali pa takrat nekje se začenja formirati delitev na visoko in rečemo množično, ali ne bom rekel ravno nizko kulturo, se pravi neka ta delitev na elitnost in na množičnost, popularnost in podobno. In Adorno nedvomno je avtor, ki te stvari v 20. stoletju najbolj izrazito izpostavi, zato najdemo lahko tudi objektivno ali pa bom rekel zgodovinsko okoliščine, pač pride ima stik z ameriško kulturo, potem živi dolgo časa v Združenih državah in seveda je velika razlika med Združenimi državami 40-50 let in pa evropsko klimo in evropsko kulturo tistega časa. Tako da je morda to pri njemu še nekoliko bolj izrazito zastavljeno, kot bi bilo sicer. Drugače pa ja, problem, ki ga Adorno spostavi za to delitvijo na kulturno industrijo in pa na elitno umetnost ali avantgardno umetnost, je nek problem, ki še vedno obstaja, za katerega se je morda zdelo zadnjih 15 let, da je nekako izginil z nastopom postmodernizma, ko je veljalo, da je tudi elitna umetnost lahko komercialna umetnost, ampak se je izkazalo, da pravzaprav to ne drži. In eno točk, na katerih se je to izkazalo, je tudi v tem, da pravzaprav umetniki danes nočejo več biti popularni umetniki, ponovno hočejo biti elitni umetniki, ponovno hočejo biti umetniki, katerih krog poslušalcev, gledalcev, publike skratka, je relativno omejen. Se pravi, ponovno se vračajo neki vzorci, ki pravzaprav izhajajo dejansko iz romantike. Pravite, da je sodobna umetnost nekoliko podobna sodobni politiki in da je treba danes repolitizirati politiko in reestetizirati umetnost. Ja, mislim, da je to, kot se reče, za vprašanje za $1 milijon. In je pa zanimivo, da pravzaprav veliko umetnikov, zlasti morda v evropskem prostoru, ugotavlja, kako mora izumiti nek način, kako biti provokativen, kako pravzaprav biti subverziven. Se pravi, to je ta, kot so že ugotovila, ta romantična tradicija umetnika kot nekoga, ki je avantgarda, ki koraka spredaj, ki pa je seveda zato tudi predmet kritik, nerazumevanja in kar je še podobnega. In to je gotovo neka stvar, ki, kot rečeno, se ponovno sedaj vrača, pri kateri pa je zelo težko najti pravi odgovor, se pravi najti odgovor na to, kako biti pravzaprav subverziven. In to je neko vprašanje, se mi zdi, ki je bilo izrazito postavljeno ali pa še je postavljeno tudi strani sodobnih slovenskih umetnikov, če pustimo ob strani bolj tradicionalne umetnostne žanre in oblike, ampak kako pravzaprav s čim subvertirati obstoječi družbeni red, ne ravno na ta način, da povzročaš družbeno revolucijo, ampak na ta način, da daš pravzaprav ljudem občutek zavesti, da umetnost odkriva neko, spet smo pri tem pojmu, neko resnico, ki jo druga področja človekove prakse ne odkrivajo. V Evropi skušamo umetnosti ponovno dati nek smisel. Smisel, ki ga je pravzaprav izgubila, ker moja teza je, da pač Evropa pravzaprav danes nima posebne potrebe po umetnosti, ker se je morda ta pomen umetnosti prenesel na nekatere druge kulture, azijske, do neke mere latinsko-ameriške in še kam drugam, medtem ko v Evropi zaradi verjetno zelo dobrih namenov v preteklosti umetnost danes tega pomena pravzaprav več nima, ki ga je imela pred nekaj desetletji. Se pravi, govorimo na nek način o zgodovinski smrti umetnosti kot zgodovinskega pojava. Jaz bi rekel začasni smrti, če lahko govorimo o začasni smrti, lahko rečemo pač kot trnulčica, da pač umetnost nekaj časa spi, hočem reči, da pač so neka določena obdobja v umetnosti, ko ima in v zgodovini kulture, ko ima umetnost izjemno mesto.
in ko ima zlasti kultura izjemno mesto. Recimo v Sloveniji lahko rečemo, to je bilo obdobje 80 let. Ne? To je bilo obdobje 80 let, ko pride do neke sinteze, do neke sinhronije med političnimi in kulturnimi dogodki. Ne? To je bilo recimo v Ameriki obdobje 60 let. Potem je bilo to seveda obdobje okrog Prve svetovne vojne, ne? Ko imamo neko kreativno eksplozijo na področju umetnosti, kulture, politike, filozofskih idej in še kje drugje. Ne? So pa obdobja in so kulture, ki pa tega nimajo. Pravzaprav je razumljivo, da ne moramo pričakovati, da bojo vsa obdobja, kar se tiče umetnosti, enako intenzivna. Res je tudi to, ne? In to je neka teza, ki sem jo širše obravnaval v svoji knjigi Ljubezen na zadnji pogled. Res je tudi to, da modernizem je bil izjema, kar zadeva status umetnosti v družbi. Ne? Se pravi, modernistična umetnost je, kot omenja nekje že omenjeni Frederick Jameson, ne? Pravi, Hegel si je predstavljal, da bo z romantično umetnostjo prišlo do konca umetnosti. Ne? In kaj se potem zgodi? Potem sledi ta izjemni vzpon, ta izjemni vrhunec, ki ga predstavlja modernizem. In če zdaj nadaljujem z svojimi besedami, ne? Ja, zato ker smo navajeni na ta izjemni pomen umetnosti v dobi modernizma, se nam vse tisto, kar ni takšno, zdi manj pomembno, padec pomena umetnosti in podobno. In gotovo, da je v zadnjih 10-15 letih prišlo do takega padca, ampak v tem pogledu verjetno to obdobje ni nič drugačno od preteklosti, z izjemo modernizma, ki je bilo pa, kot rečeno, neko izjemno obdobje v zgodovini umetnosti zahodne kulture. Zdaj bi se za trenutek vrnil k Schillerju in njegovi estetski vzgoji človeka. Že prej sem to omenjal, po tem njegovem eseju je estetsko postalo tudi schematski vzorec za revolucijo. Torej nek predlog, kako naj bi se praktične politike lotili skozi estetsko. Tako, na kratko povedano, ne gre za sledečo zadevo. Ne samo Schiller, ne, ampak tudi vrsta drugih romantičnih avtorjev ali avtorjev tega časa, zlasti filozofov, je pred neko dilemo, ne, kako pravzaprav skladiti dve heterogeni, dve antagonistični tendenciji v tedanji kulturi. Po eni strani je to zgodba, ki izhaja iz tradicije francoske revolucije, se pravi, ki temelji na logiki razsvetljenstva in torej razuma. In to je zadnja neka tema, s katero se ukvarjata tudi Adorno in Horkheimer v svoji dialektiki razsvetljenstva. Se pravi, na eni strani imamo razum razsvetljenstva ali razumnost razsvetljenstva, razumskost razsvetljenstva, na drugi strani imamo pa romantiko, ki poudarja čustva. In sedaj je vprašanje, kako pravzaprav eno povezati z drugim, in Schiller si predstavlja, da je pač to možno narediti v polju estetskega, v polju umetnosti, ki bo nekako povezala tako razum kot čustva. In lahko bi rekli, to je seveda paralela, temu je pa po eni strani politika, se pravi urejanje družbe, in po drugi strani umetniška dejavnost, kot nek predstavnik čutnosti ali čustvenosti. Ne? In to je pravzaprav neka dilema, ki se potem vleče skozi 19. stoletje v 20. stoletje in s katero navsezadnje živimo še danes. Ne? Morda nekaj drugega še, ne, ob vsem tem, da namreč z nastopom političnih avantgard v 19. stoletju, socializma zlasti in pa zamisli o komunizmu in podobno, imamo nek estetski projekt v polju politike. V zadnjih nekih 10-20 letih imamo, se mi zdi, vsi občutek, da je pravzaprav ta estetski moment v polju politike izginil. Do neke mere je razumljivo, zakaj je izginil. Zato, ker so velike pripovedi, kot jih imenuje Jean-François Lyotard, v 20. stoletju, s tem misli zlasti na marksizem, pogorele. Ne? Se pravi, prišlo je do padca Berlinskega zidu, prišlo je do konca socializma, prišlo je do vseh paralelnih in izpeljanih variant družbenih ureditev v 20. stoletju, ki temeljijo nekako na paradigmi Marksa, marksizma, socializma in podobno. In to pomeni od Libije do Kitajske, ne, in Severne Koreje. In namesto tega je pravzaprav nastopila predstava, da pravzaprav politika ne sme imeti velikih idej, ne sme biti vizionarska, ne sme biti utopična, ker to vodi samo v propad družbene in družbenih skupnosti. Se pa seveda zdaj dogaja nekaj drugega. Ne? Vidi se namreč, da pravzaprav politika tudi ne more biti samo administrirana z družbo. Ne? In da je pravzaprav naš trenutni problem, tudi nekoliko v globalnejšem smislu, v tem, da pravzaprav politiki z družbo samo administrirajo, da pravzaprav na ravni Evropske unije ne moreš sprejeti nobene odločitve, ker je potrebno doseči tako rekoč popoln konsens med izjemno veliko množico partnerjev, političnih, državnih in podobno. Ne? Se pravi, pravzaprav se ti skaže to, da politika postane samo uradniško delovanje. Politika seveda ne more biti samo uradniško delovanje in to je nek problem, s katerim se
danes sooča Evropa in to je nek problem, ki ga je na nek drug način pravzaprav rešila ali pa ga rešuje Kitajska. Ne, Kitajska je še vedno v postopku modernizacije, se pravi v procesu modernizacije, kakršno smo mi doživljali pred recimo 50-70 leti in zato imajo lahko močno centralno oblast, zato na vse zadnje tam tudi umetnost zelo veliko pomeni. Vedno več, ne. Skupna točka političnih in umetniških avantgard je gotovo utopijski in estetski moment, kot ste že nakazali. In tle smo zdaj že pa pri futurizmu in fašizmu, nedvomno. Ja, to je neka zanimiva, lahko rečem, intrigantna tema. Ko sem se prvič lotil, sem bil pravzaprav sam presenečen, ko sem videl, na kakšne načine so ta odnos obravnavali. Zakaj gre? Gre za to, da fašizem velja seveda kot za neko negativno gibanje, družbeno-politično gibanje, kar je seveda nedvomno bil. Je pa tukaj morda potrebno dodati nekaj drugega, česar se morda mi premalo zavedamo in o čemer govori argentinsko-angleški družbeni filozof Ernesto Laclau, ki se je veliko ukvarjal z Gramscijem, z italijansko kulturo, z tudi fašizmom na vse zadnje, in pravi nekako takole, pravi, fašizem je bil še kar sprejemljiv v sami Italiji, bil je pa izjemno nasilen, aroganten in agresiven na novo pridobljenih področjih. Se pravi, področjih, ki jih je Italija pridobila po prvi svetovni vojni in kjer se je trudila na vse možne načine italijanizirati prebivalstvo, kulturo in podobno. In seveda sem noter sodi tudi tedajni slovenski del Italije in sodi Dalmacija in še marsikaj drugega. Se pravi, tukaj pravzaprav italijanska, se pravi fašistična politika je imela neko popolnoma drugačno prakso, ki je bila neprimerno bolj agresivna, nasilna in surova. No, ampak hkrati je pa fašizem seveda nekaj, s čimer se Italijani sami po sebi posebej ne hvalijo. In futurizem je imel to srečo ali nesrečo, da se začne pred prvo svetovno vojno, vendar potem doživi tako velik uspeh, da po prvi svetovni vojni ne samo, da se nadaljuje, ampak se pravzaprav razširi in postane, ne moramo reči uradni slog, ker to ne postane, ampak recimo Mario Sironi, eden futuristov prve generacije, postane recimo glavni ideolog kulture za časa Mussolinija. Se pravi, futurizem po prvi svetovni vojni ima neko privilegirano mesto vis-a-vis fašizma, na vse zadnje zaradi povezave med Marinettijem in Mussolinijem, političnimi povezavami, osebnimi povezavami in podobno. In po drugi strani postane pravzaprav edino v Evropi prepoznavno umetnostno gibanje iz Italije, kar je za Italijane v tistem času nekaj zelo pomembnega. In to, kar se potem zgodi, je to, da pravzaprav po prvi svetovni vojni obstaja neko tako nelagodno, včasih pa tudi lagodno razmerje med fašizmom in futurizmom. Je pa seveda res, da predtem pa predhodi neko obdobje med letom 1909 in 1919, ko pa futurizem dejansko je neko precej revolucionarno gibanje, ki zagovarja ločitev cerkev od države, enakopravnost žena, potem splošno volilno pravico, ločitev in tako naprej in tako naprej. Se pravi, in to so tudi neke ideje, ki jih potem fašizem sprejme. Samo mi poznamo fašizem iz obdobja po letu 1924, ko postane uradna politika in ko postane tudi, kot pravi sam Mussolini, real politika. Ko v marsičem postane zelo podoben totalitarizmom, kakršne poznamo, ne morda ravno iz Nemčije, ampak iz številnih drugih dežel, recimo peronizem v Latinski Ameriki in podobno, v Evropi in drugje. Se pravi, futurizem je, zgodni futurizem je navkljub samemu sebi na nek način kontaminiran s to povezavo s fašizmom. Posledica česar je to, da se z italijanski avtorji z njim tako rekoč v tistem času, pa tudi kasneje, ali ne ukvarjajo, ali zelo malo ukvarjajo, ali pa ga skušajo razložiti kot izključno umetnostno gibanje. Tako je bila leta 1986 v Benetkah velika razstava, pravzaprav prva velika razstava italijanskega futurizma, ki so ga skušali prikazati kot nekaj popolnoma političnega, podobnega recimo kubizmu, kar je seveda nesmisel. Ampak, če danes gledamo nazaj, vidimo, da je pravzaprav futurizem, če se zdaj vrne k vašemu vprašanju, potem razmeroma dolgem ekskurzu, da se pravzaprav futurizem rodi kot neko zelo agresivno umetnostno gibanje, ki nasprotuje avtonomiji umetnosti, ki nasprotuje instituciji umetnosti in ki hoče pravzaprav zbrisati vso dotedanjo kulturo. Zdaj lahko rečemo, to so deklarativne izjave na ravni manifestov, kar je seveda res, ampak to ne spremeni dejstva, da so te izjave artikulirane, čeprav potem ne doživijo svoje implementacije v življenju, ker je pravzaprav tudi ne morejo dobiti. Tisto, kar se mi zdi morda tukaj še
potrebno dodati, je to, da pravzaprav futurizem ne ločuje med tem, o čemer bi lahko rekli življenje in pa umetnostjo. Se pravi, to je neka distinkcija, ki nastopa sicer že v 19. stoletju in se ponovno rodi zlasti v 20. stoletju z neoavantgardami, ki pa v času avantgard in pri avantgardah, pri futurizmu ali pri kakšni drugi avantgardi pravzaprav nima svojega mesta. Se pravi, ta avantgardna gibanja skušajo spremeniti svet kot totaliteto. In tukaj je umetnost samo nek majhen, ne bom rekel nepomemben, gotovo centralen, ampak še vedno nek majhen segment tega velikega estetskega projekta. Pa vendar je v končni fazi fašizem nekoliko izigral futurizem. Ja, to je zdaj težko reči. Seveda, vsaka politika je tudi neka operativna politika, ne samo fundamentalna, ki gleda na neke dolgoročne cilje in se bori za neke dolgoročne ideale, ideje in podobno, ampak je tudi seveda pragmatična politika. In to velja tudi za italijansko kulturo in politiko in prakso tega časa. Je pa zdaj težko reči, koliko je futurizem bil izigran. Najbolj so bili izigrani nekateri futuristi, je pa seveda res, da je marsikdo med futuristi je pravzaprav zelo zavestno in namerno pristopil k fašizmu. Moramo se zavedati tega, da recimo za razliko od nacionalsocializma v Nemčiji, ki so mu oponirali tako rekoč vsi nemški intelektualci. Če mi pogledamo, kdo je v Nemčiji emigriral v 30 letih, bomo videli tako rekoč vsi, ki kaj štejejo, kot intelektualci, znanstveniki, filozofi in podobno. Heidegger recimo ni, je pa cela frankfurtska šola Adorno, Benjamin, Horkheimer, Fromm, Reich, med drugim Brecht, Thomas Mann in tako dalje. Se pravi, pravzaprav je cela ta smetana inteligence emigrirala zaradi političnih razlogov, to se pravi, da je bil tudi sistem izjemno nasilen do njih. Če pa pogledamo Italijo, pa pogledamo, kdo je pa v Italiji emigriral, pa vidimo, da je pravzaprav emigriral samo Enrico Fermi. Vsi ta drugi Italijani, Gabriele D'Annunzio, potem Malaparte, potem Marinetti in tako naprej, vsi se solidarizirajo z fašizmom, D'Annunzio zasede Reko. Zakaj? Zato, ker so v bistvu vsi nacionalisti. Ker so vsi nacionalisti in ki podpirajo ali pa saj tolerirajo ali pa saj ne nasprotujejo, z izjemami, kot je recimo Gramsci, Croce in podobno, ne nasprotujejo politiki in praksi italijanskega fašizma. In treba je povedati seveda tudi to, da po prvi svetovni vojni pride do tako imenovane druge generacije ali drugega futurizma, se pravi, po prvi svetovni vojni v 20 letih imamo umetnike, za katere je inicialni prvinski futurizem iz leta 1909 in časa pred prvo svetovno vojno že del tradicije. Se pravi, futurizem se nadaljuje potem tam nekje do leta 1943 ali pa tudi še naprej, ampak recimo nekje do kapitulacije Italije, in v tem času, v 30-40 letih, je futurizem že pravzaprav stvar tradicije. Obstaja že 10-20 in več let. Se pravi, je nekaj, v kar se mladi umetniki tako rekoč rodijo. In do česar pravzaprav nima več distance in zaradi česar je seveda tudi futurizem, kot neko gibanje, dosti bolj heterogen v odnosu do politike. Se pravi, imamo futuriste, ki podpirajo fašizem in imamo take, ki jih ne. V 20 letih, leta 22-23, imamo v Italiji futuriste, ki so anarhosindikalisti, ki so komunisti, ki so socialisti, zasedajo celo vrsto drugačnih političnih pozicij, ki pa se seveda potem vse iztečejo v podporo fašizmu ali pa vsaj tolerantnost. Kafko označujete oziroma omenjate, da je si pridobil status avantgardista, čeprav ni bil nič bolj avantgarden, kot so bili recimo Picasso, Joyce, Stravinsky. Zanimivo je, kaj so s Kafko počeli. Vsi so ga interpretirali po svoje, kot nek kos gline, ki so ga enkrat oblikovali v primer, kot so to počeli marksisti, drugič pa v zgled, kot so to počeli nadrealisti in eksistencialisti. Ja, Kafka je zanimiva figura v 20. stoletju, še zlasti seveda v prvi polovici 20. stoletja, ker služi pravzaprav kot neke vrste ideološki pripomoček za celo vrsto ideoloških interpretacij in za celo vrsto ideoloških teorij in politik na vse zadnje. Zakaj gre? Gre za to, da kot vemo, Kafka piše v Pragi, ima nek svoj značilen slog pisanja, ima celo nek svoj tako rekoč jezik, ki je značilen za to praško okolje nemških Židov.
in ima neko značilno tematiko, s katero se v svojih delih ukvarja in ki potem velja za neko specifično obliko evropskega modernizma. Res pa je seveda tudi to, da že od samega začetka pravzaprav Kafka služi ali pa je uporabljen tudi za politične ali pa ideološke namene. Tako ga recimo že interpretirajo prvi češki komentatorji, zase z levice, se pravi strani socialistov, komunistov in podobno, ki pravijo, da pač Kafka opisuje, prikazuje delavce in podobno, kar je seveda res, ne? Ni pa verjetno ključno za njegovo delo. In potem se ta interpretacija nadaljuje vse nekje do srede 60-ih ali do konca 60-ih let. In ko pravim, da ga uporabljajo avtorji Kafka v ideološke namene, je treba povedati, da je to seveda mogoče treba razumeti širše. Se pravi, kot ste sami omenili, recimo Kafko interpretirajo eksistencialisti, se pravi, gre za neko filozofsko branje. Res pa je seveda tudi to, da zlasti po drugi svetovni vojni Kafka postane predmet izjemnega ideološkega boja. Zakaj? Zato, ker ga razlagajo zlasti eksistencialisti ne samo kot kritika meščanske družbe, ampak tudi kot kritika stalinistične oziroma socialistične družbe Sovjetske zveze in vzhodnega bloka. Ker marsikakšen avtor trdi, da je pravzaprav Kafka v svojih delih prikazal ne samo nacizem, kar so tudi v njemu trdili, se pravi, da je na nek način predvidel za svojimi spisi, za svojimi deli tematiko in dogajanje v času nacionalsocializma v Nemčiji, ampak da je predvidel in nakazal tudi to, kaj se bo dogajalo v stalinizmu, z zapori, z ubijanji ljudi, z mučenjem, z psihičnim pritiskom in podobno. Je pa zanimivo, da pravzaprav zadnji vrhunec ta ideološka ali politična uporaba Kafke pravzaprav doživi za tako imenovano praško pomladjo. Kot veste, je leta 1968 v Pragi nastopila tako imenovana praška pomlad, se pravi nek poskus strani marksistov, treba je poudariti, da gre tukaj za marksistične avtorje in politike in ideologe, se pravi poskus strani vladajoče češke, levičarske, lahko rečemo, ekipe, kako pravzaprav preoblikovati socializem in kako narediti to, kar so imenovali socializem s človeškim obrazom. Se pravi, kako na nek način reformirati, transformirati socializem, kakršnega je forsirala in formirala zlasti Sovjetska zveza, se pravi realsocializem. In eno od načinov, kako skušajo to doseči, je, da se med drugim zatečejo k Kafki in da razlagajo Kafko kot avtorja, ki je predvidel odtujitev, kakršna obstaja v socializmu. In tako imamo v začetku 60-ih let, se pravi leta 63, že 5 let pred praško pomladjo, imamo neko veliko konferenco, kjer obravnavajo Kafko in ga skušajo prikazati ravno kot avtorja, ki je že na nek način predvidel socialistične stranpoti, odtujenost človeka v socializmu in podobno. Se pravi, ki ne bi pravzaprav postavil neke temelje za to, kar je potem šele postajala in postala politika češke praške pomladi. Se pravi, imamo neko celo transformacijo teh različnih stališč o Kafki in to je tisto, kar je mene pravzaprav v tem poglavju zanimalo. Se pravi, ni me zanimalo samo delo Franca Kafke, ampak zanimalo me, na kakšne načine so bila ta dela uporabljena v politične, v ideološke, v konec koncev tudi filozofske namene. In izkaže se, da je pravzaprav seveda v samem delu Kafke že nek element njegovega jezika, ki omogoča to ne samo pluralnost branja, ampak tako rekoč neskončnost branja, ki potem, ko modernizem doseže nek ideološki zaton, tudi doživita nek podoben zaton v zanimanju tudi Kafkovo delo samo, se pravi, Kafka preneha biti predmet ideoloških obravnav, ampak s tem paradoksno pravzaprav, ko postane samo predmet literarnih obravnav, pravzaprav paradoksno izgubi precejšen del svojega, lahko rečemo, kulturnega in navsezadnje umetniškega naboja. Večkrat govorite o tem, da mora umetnost nekako hoditi na rezilu noža. Verjetno je Kafkova umetnost ravno eksemplarična za to, ne? Gotovo. Verjetno gre za to in se mi zdi, da zlasti za modernizem, pa lahko rečemo za vso postromantično tradicijo, je v veliki meri značilno ravno to, da pravzaprav hodi po tem rezilu noža. Futurizem je točno tak primer. Po eni strani je ideološko gibanje, je politično gibanje, celo formira svojo politično stranko leta 1919, ki ima zelo progresiven program, ki ga Mussolini sprejme kot svoj program fašistične stranke v veliki meri. Po drugi strani se pa futuristi ukvarjajo z popolnoma, lahko rečemo, estetskimi vprašanji, kako recimo v obliki slikarske reprezentacije upodobiti gibanje.
Ne? Se pravi, imamo celo vrsto momentov, od popolnoma estetskih do tistih in umetniških, v smislu avtonomne umetnosti, do tistih, ki so izrazito politizirani. Ne? Je pa seveda res, da to v tistem času ni značilno samo za futurizem in podobno, značilno recimo za nadrealizem in za podobna gibanja. Ne? In kot en tak primer, ne, kot vemo, futuristi leta 1910 začnejo izvajati tako imenovane futuristične večere, ne, Serata futurista, in to so večeri, ki jih priredijo recimo v Trstu. Trst je v tistem času avstrijski, Italijani pa ga hočejo pridobiti za Italijo. Se pravi, v bistvu gre v teh futurističnih večerih v Trstu za politična provokacija. In Marinetti pravi za te večere, pravi, da uspeh teh večerov ni odvisen od ploskanja, ampak od tega, koliko se publika razburja in od tega, koliko stvari zmeče vanje na oder. Ne, se pravi, gre za namerno neko gesto, ki je vse drugo kot nekaj, kar sodi v polje avtonomije umetnosti. Po večini so se držala literature, kako pa so se te stvari odvijale v gledališču? V mislih imam politično gledališče Ljubiša Ristića. Meni se je zdel Ljubiša Ristić nek zanimiv primer, čeprav ga navsezadnje za avtorja in za človeka, ki je še danes aktiven, za katerega težko rečemo, da je pravzaprav del zgodovine. No, ampak ne glede na to, zdelo se mi je značilno, da je Ljubiša Ristić po eni strani v 80-ih letih formiral tako imenovano politično gledališče, na katerega je zlasti v 80-ih letih vezana gledališka politika in usmeritev slovenskega mladinskega gledališča, in da je Ristić pravzaprav tudi pomagal, če ne še kaj več, ne, ali pa bistveno pripomogel k temu, da je slovensko mladinsko gledališče postalo to, kar danes je. Ne, se pravi, je nedvomno bil in verjetno ostaja velik gledališki umetnik, gledališki režiser v nekem totalnem, absolutnem pomenu besede. Se pravi, nekdo, ki je več kot samo nekdo, ki postavi predstavo na oder, ampak dejansko sam formira, sam oblikuje, kaj ta predstava pravzaprav bo v vseh njenih vidikih. Ne? No, ampak tisto, kar se meni potem zdelo simptomatično, je to, da je pravzaprav Ristić prestopil ali začel prestopati v polje politike. Kot veste, je podprl Miloševićev režim, postal tudi tam pomembna politična figura, politični funkcionar in podobno. In tisto, kar se mi je zdelo pri temu interesantno, ne, je bilo to, da je pravzaprav izjavil, in to več kot enkrat, da pravzaprav ta njegova politična dejavnost ni nič drugega kot nadaljevanje njegove umetniške dejavnosti, oziroma da med eno in drugo ni nikakršnega hiazma. To, kar sem hotel s tem poglavjem pravzaprav pokazati, ali pa s tem besedilom pokazati, je to, da to sicer drži, da navsezadnje lahko umetnik prestopi tudi v polje politike, in to je neka tematika, s katero se je morda v 20. stoletju največ ukvarjal Boris Grojs, ne, ki je trdil, da je pravzaprav Stalin v Sovjetski zvezi nadaljeval samo tradicijo ruske avantgarde, ne, s tem, da je namesto umetniških pripomočkov uporabljal pač cel narod in celo državo kot del svojega umetniškega projekta. No, in pri Ristiću bi lahko rekli, da gre navsezadnje za nekaj podobnega. Ne. Tista moja teza v tem poglavju pa je o tem, da pravzaprav umetnost ne more prestopiti v polje politike, ne da bi izgubila umetnost. Ne, nekaj podobnega najdemo že recimo v času ruskega produktivizma, ko začnejo umetniki izdelovati peči, ko začnejo delati kroje za obleke, ki ne bi jih delavci nosili v mrzlih ruskih zimah in podobno. Zdaj, to je lahko mejni primer, ampak ni pa več, tako rekoč, to ni več umetnost. Ne. Se pravi, umetnost ima neko avtonomno polje, in zato se mi zdi ta metafora z rezilom noža dovolj ustrezna, ne, ker dejansko gre za to, ali padeš na eno stran ali padeš na drugo stran. In če hodiš po tem rezilu, v bistvu dosežeš maksimalni učinek iz obeh strani. Ne. In smo ponovno na tistem vprašanju estetskega kot neki združitvi racionalnega in pa čustvenega ali čutnega. Platnice knjige krasi fotografija Laibacha, ta znameniti posnetek na Triglavu, kjer seveda Laibach izvaja ponovljeno gesto simbolnega prisvajanja gora. Zakaj lahko ravno gore funkcionirajo na tako različne simbolne in ideološke načine? To besedilo je pravzaprav nastalo za neko britansko konferenco o fotografiji, na katero sem bil povabljen, in to že kar pred nekaj časa, in potem je doživljala celo vrsto nekih ponovnih obujanj in ponovnih rojstev. In zdi se mi, da dejansko je, kot bi se temu rekli, nekaj na tem, s čimer se v tem poglavju ukvarjam. V tem poglavju pravzaprav govorim o tem, kako je planinska fotografija, ki ima v Sloveniji zelo dolgo tradicijo in sega nazaj v 19. stoletje, konec 19. stoletja,
pravzaprav igrala neko konstitutivno vlogo pri formiranju slovenske nacionalne identitete. Planinska fotografija morda v podrejeni vlogi glede na status in položaj in pomen slovenskih gora. Vsi vemo, da v Sloveniji so gore nekaj izjemnega, da vsi hodimo v gore, ali pa smo vsaj hodili, ali pa bomo hodili še. Če pa že ne hodimo in nismo hodili, pa saj verjamemo, da so slovenske gore nekaj zelo pomembnega za slovensko nacionalno identiteto. In moja teza glede tega vprašanja je, da pač to popolnoma drži. Razlog, zakaj pa drži, pa je pravzaprav tem, da so te gore prazne in to tako, ko gre za njihove reprezentacije, se pravi za fotografske izdelke ali umetniška dela, obrtniška dela, kakorkoli, kjer se upodabljajo te gore, kot ko gre za sam materialni, realni prostor teh gora. Se pravi, gre za neke prazne prostore, ki jih lahko vsak investira za nekim svojim pomenom in se pravi, gre za nek prazen skupni imenovalec, ki omogoča vsakomur, da se nekako prepozna v tem prostoru. In prej sem rekel, da je to neko besedilo, ki je nastalo na prvič že kar pred nekaj časa in sicer konkretno za neko konferenco leta 1988. Tisto, kar se je zgodilo zatem, je seveda bilo to, da je Slovenija postala samostojna, ločila se od bivše Jugoslavije, prišlo je do slovenske države in tako naprej. In zanimivo je, da se ta motiv gora, Triglava in tako naprej, nenehno ponavlja, nenehno obnavlja in ga najdemo v slovenskem potnem listu, na slovenskem grbu, na slovenski zastavi, na slovenskih bankovcih. Če se boste spomnili teh začasnih bankovcev, ki so takrat bili narejeni takoj po osamosvojitvi, v celi vrsti ključnih nacionalnih izdelkov, simbolnih izdelkov, denar, potni listi, dokumenti in podobno, se pojavljajo te gore. Se pravi, te gore so nekaj, s čimer se lahko identificira nekdo, ki je kmet, delavec, intelektualec, duhovnik, komunist, karkoli že pač. Nikogar tako rekoč ne izključujejo. In tisto, kar se mi pri vsem tem potem zdelo tudi zanimivo, je bilo to, kako pravzaprav podobni prostori funkcionirajo pri drugih nacionalnostih. In najdemo nekaj zanimivih usporednic od recimo tako imenovanega velikega karuja v Južni Afriki, do Puste na Madžarskem, do recimo Karelije na Finskem. Se pravi, cela vrsta dežel, cela vrsta kultur, cela vrsta narodov ima neke podobne prazne prostore, ki so, da tako rečemo, na nek način rezervirani za nacionalno identiteto. Če se dotakneva še zadnjega sklepnega poglavja v knjigi, vizualna kultura in vizualni študij, pa bi dal kar iztočnico, da se zdi, da danes še vedno prevladuje adornovski odnos do vizualne kulture. Zanimiv komentar. Rekel bi takole, da vizualna kultura je nekaj, kar je izbruhnilo kot tema in kot problem v začetku 90-ih let. Jaz sem imel takrat to srečo v letu 93-94, da sem bil eno leto na univerzi v Berkeleyju in tam je bila cela vrsta avtorjev, Svetlana Alperc, Martin Jay in podobno, ki so se ne samo ukvarjali s to tematiko, ampak ki so bili pravzaprav tisti, ki so to polje teoretsko odprli. Drugi avtori tistega časa so bili, kot veste, Rosalind Krauss, Jonathan Crary, David Levin in podobno. Se pravi, v bistvu šlo, ali pa v pretežni meri šlo za ameriške avtorje. W.J.T. Mitchell, ki je lansiral tezo o slikovnem obratu. In v razmeroma kratkem času je ta tematika prišla tudi v Evropo, prišla v Slovenijo, ampak ne samo tematika, ampak pravzaprav tudi to, kar je bil tudi vzrok te tematike. In vzrok te tematike je bil to, da se je dejansko zgodil nek slikovni obrat, se pravi z razvojem novih medijev, video, televizija, računalniška tehnologija in podobno, se je postavila cela vrsta nekih vprašanj, hkrati je pa seveda postajala kultura tudi vedno bolj vizualna, ker je postajala tudi vedno bolj globalna. In ni naključje, da imamo danes prevlado ameriške kulture, ker je pač formirana na način industrije zabave, na industrijski način, hkrati je vizualna, in hkrati pokriva celoten svet. In kot rečeno, ta vizualni obrat, ta nastop vizualnosti v tako izjemno velikem obsegu je bil takrat nekaj precej novega. Danes smo s tem, tako rekel, že asimilirani. Danes se ne zavedamo več tega, da nas nenehno povsod okroža vizualnost, od praktičnih predmetov, do televizije, do novih tehnologij, do estetiziranega okolja in predmetov v tem okolju. Na to smo pozabili, za te stvari smo bili dojemljivi takrat, ko so se pojavile. Danes se nam zdijo in tudi dejansko so del vsakdanjosti. In
seveda z zaključkom ali pa z iztekom morda postmodernizma in postmoderne družbe, pa je verjetno nastopilo tudi vprašanje, kaj pa sedaj. In sedaj seveda od vizualnosti dalje je težko kamiti. In najbolj se zato vračamo, ko ste sami točno omenili, nekih vprašanj, ki jih je zastavil Adorno. Čeprav je seveda res, da saj se mi zdi v slovenskem primeru to posebno ne velja, ne? Se mi zdi, da Slovenija še vedno živi v popolni potopljenosti v vizualnost in vizualno kulturo. In morda vedno bolj. Zaradi sovpadanja kulturološke obravnave vizualne kulture ter filozofskega interesa za vprašanja vidnosti, govorim seveda o perspektivalizmu in okularocentrizmu, je vizualna kultura tako rekoč na loteriji zadela neko filozofsko podstat. Vizualna kultura ima to, tako kot vsaka oblika popularne kulture, ima to bistveno prednost zase, ne, da je prepričljiva, da je komercialno zelo zanimiva in uspešna. Ima pa to slabo plat, da tudi če jo še tako teoretsko obravnavamo, ne, to na samo kulturo nima tako rekoč nikakršnega vpliva. Ne, in Fredric Jameson, ki sem ga že parkrat omenil, nekje lepo pravi, da kakšen smisel ima se ukvarjati z tem, kaj se dogaja na televizijskem ekranu, ne, da pravzaprav najbolj enostavno ga je ugasniti. In to verjetno drži. Hočem reči, vsa naša teoretiziranja o tem, ali je vizualna kultura nekaj pozitivnega ali negativnega, na tiste, na katere dejansko učinkuje, nima nobenega vpliva. Ne, se pravi, srečamo se z neko popolno neučinkovitostjo teorije in dokler je nas veljala ta Adornova kulturna situacija, se pravi situacija modernizma, ki je cenil ne samo umetnost, ampak je cenil tudi teorijo, pa ne je šlo za umetnostno teorijo ali družbeno teorijo ali filozofijo. Ne? V vseh teh primerih je umetnost imela neko posebno vlogo, znova pa je imela tudi teorija. In za današnjo situacijo se mi zdi, se pač to končuje. Se pravi, teorija prehaja v neko marginalno pozicijo, razen v primerih in v situacijah, ko ljudje od nje nekaj pričakujejo. Se mi zdi, da v tej današnji krizi dejansko morda ljudje ponovno pričakujemo od teorije kot od umetnostne prakse, da nam bo ponudila nekaj, kar nam zadnjih 10-15 let ni, morda tudi zato, ker si tega nismo niti želeli in nismo tega niti potrebovali. Dajva še na hitro poskusiti odgovoriti na vprašanje, ali bo teorija vizualne kulture leto uspela pripeljati v umetnostno zgodovino. Umetnostna zgodovina, in morda to govorim zato, ker sam pač nisem umetnostni zgodovinar, umetnostna zgodovina ima neko posebno mesto med družbenimi in humanističnimi vedami v 20. stoletju. Je namreč ena tistih teorij, ki je bila izjemno uspešna, govorimo o Dunajski umetnostno-zgodovinski šoli, ki se formira tam nekje koncu 19. stoletja, začetku 20. in ki je bila izjemno učinkovita pri obravnavi, razlagi in vsezadnje vrednotenju klasične umetnosti. Problem umetnostne zgodovine, kot ga jaz vidim in nisem prvi, ki gleda na ta način, je pač v tem, da se njen pomen in njena vloga in njena relevantnost nekje izteče z renesanso, v vsakem primeru pa nekje z 19. stoletjem. Problem, ki nastopi, je v tem, da umetnostna zgodovina, ki se jo predava še danes na seveda neštetih univerzah po svetu, pravzaprav o umetnosti ne samo 21. stoletja, ampak že 20. stoletja pravzaprav nima kaj povedati. Ker se enostavno iz njeni parametri, njeni konceptualni okviri enostavno ne uspejo zapopasti tega fenomena, ki mu rečemo moderna umetnost. In na tej točki seveda nastopi potem vizualna teorija, filozofija vizualne kulture, vizualni študij, kulturni študij in kar je še podobnega. Problem teh vseh pa je seveda, da ne nudijo nikakršnega ali pa zelo malo vrednostnega okvira ali pa vrednostnih izhodišč. Se pravi, kulturni študiji lahko opisujejo neke dogodke in to tudi nedvomno počnejo in to zelo uspešno in še zlasti seveda, ko gre za dela popularne kulture in vizualne kulture, vendar pa ne morejo v njih vrednotiti. In to je tisto, se pravi, po eni strani imamo umetnostno zgodovino, ki vrednoti in to je to, kar ljudje od nje pričakujemo in kar pričakujemo sicer od pogledov in izjav, ki zadevajo umetnost in kulturo, no, ampak ta umetnostna zgodovina, kot rečeno, v 20. stoletju pravzaprav tega ne uspe narediti. Na drugi strani imamo pa vizualne študije in pa kulturne študije, ki pa obravnavajo predmet
se pravi svoj predmet v 20. stoletju, vendar pa pri tem ne nudijo nikakršnega vrednostnega, se pravi kvalitativnega okvira. In poskus, ki je bil, in ki ga jaz omenjam v tej knjigi, ki je bil v tej smeri narejen, se pravi v smeri združevanja tako umetnostne zgodovine kot vizualnih študijev, je bil nek poskus v 90. letih strani revije Oktober, ameriške revije umetnosti, ki pa ni uspel niti takrat, niti pravzaprav še danes ne uspeva doseči svoje sinteze. In se mi zdi, da pravzaprav še vedno nekako to zgodbo peljemo po dveh tirih in se mi zdi, da bo najbrž tudi kar ostalo na teh dveh tirih. Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo se poklonili profesorju dr. Alešu Erjavcu, ki je nedavno preminil po dolgi bolezni. Ob tej priložnosti smo ponovili pogovor, ki ga je z njim leta 2009 ob izidu njegove knjige Estetika in politika modernizma posnel Aljaž Kovač. Oddajo sem uredil Gregor Podlogar, tehnična izvedba oddaje Mirta Berlan. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.